Hvala, Maruša, tukaj. Torej, vprašanje je bilo, kako v bistvu vstaviti noter v PowerPoint sliko, pa jo potem dobiti tako, da je čez cel zaslon, zato da imamo lahko v bistvu en tak lep celozaslonski tipski slajd oziroma tipsko prosojnico. Zdaj bom jaz to kar pokazala direktno v PowerPointu, ker je pač več različnih variant, pa v bistvu izbereš tisto, ki ti najbolj ustreza. Zdaj, prva stvar je, da v PowerPointu jaz sicer uporabljam PowerPoint 365, je pa ista varianta oziroma dosti podobna varianta tudi v starejših verzijah. V PowerPointu je zdaj tako, ne, da PowerPoint lahko vidiš ima tele matrice po defaultu noter, ne, to se pravi v osnovi noter. Kar pomeni, da recimo, če bomo na takole matrico postavili eno slikco, to se pravi vstavljanje pa slike, pa recimo tale slika, ki je sicer dovolj velika, da bi bila celozaslonska, jo bo avtomatsko razporedil samo v tisti delček, kjer ima on predvideno pač pozicijo za fotografije, ne, oziroma za elemente. Zdaj, tukaj bi se dal seveda takole lepo na roko, to se pravi, bistveno je, da če sliko raztegujemo na roko, da jo raztegujemo iz enega od teh kotov, zato da dobimo čim bolj enakomerno, da se razteguje, bom rekla, in po višini in po dolžini enakomerno. Skratka, jo vlečemo iz enega kota, dokler pač ni dovolj velika, ne, takole recimo, ne. To zdaj dobimo celozaslonsko sliko. Je pa druga varianta, zdaj, če imamo sliko, ki je že, tako bom rekla, v tej resoluciji, ta široki resoluciji, je pa najbolj bistveno, bom pokazala tukaj, kaj se zgodi, če je pač slajd prazen. Tukaj gre pač za tole postavitev na slajd, bom en slajd pokazala, prazen slajd. Pardon, tukajle bom enega dala takole. To se pravi, tale ima prednastavljeno, kje naj bojo slike in bo avtomatsko dal v ta delček. Tako da tukajle desen klik na slajd, pa damo postavitev, pa izberemo prazen. In kaj se bo zdaj zgodilo, če vstavimo sliko, kje imam zdaj slike, sliko, to se pravi, če vstavimo sliko, ki je že tako ali tako dovolj, mislim, ta prave velikosti, jo bo lepo razporedil čez cel ekran. Tudi, ko postavljaš slike noter, bi rekla prvo najprej naredi to varianto, da se znebiš te matrice, to se pravi, da je prazen slajd. Ok? Zdaj pa, kaj pa, če imamo primer, zdaj pa imam prazen slajd, imam pa primer slikice, ki ni raven široka, recimo tale. Tale je pa takole, ne. Zdaj, kakor lahko vidite, oziroma vidiš na desni strani v ta novem Officeu oziroma v teh Officih, ki so 365, no, Office 365, je opcija, so tule ideje za načrt in avtomatsko, če izbereš tole opcijo, jo bo raztegnil in jo bo nekako prilagodil, ne. Sicer vidi se, da jo malo obreže in tako naprej, tudi 365 tole naredi super sama. Starejše verzije pa žal ne naredijo tega same, mislim, da ne, no, zdaj se točno ne spomnim, kdaj točno se je tole začelo, ampak na ta način pa v bistvu lahko na isto foro naredimo, da pač sliko raztegnemo. Zdaj, pa če raztegujemo na ta način, ne, zdaj seveda slika mora biti dosti kvalitetna, da ne rata potem pri tem raztegovanju zrnata. Se pa hitro zna zgoditi, ne, zdaj mi bi radi na sliki imeli in da se vidi recimo tulele, ki piše Designed by Freepik, pa recimo tehnični problem ni problema. Če jo bomo raztegovali, bo prikazano na sliki, to se pravi, bo prikazano potem v temle predstavitvenem načinu samo to, kar je znotraj tega belega, ne, takole recimo bom tule pokazala, če to dam na celozaslonski ekran, mi poreže spodnji del, tam, ko je pisalo Designed by Freepik, ne. Tudi, če so take slikce potem, pa da če hočemo recimo vse to imeti gor, potem mogoče se malo poigramo s postavitvijo na ta način, da, čakaj, bom to zdaj lepo dala, da bo v celem zaslonu, se poigramo na ta način, da mogoče tulele vstavimo neko obliko, kvadrat, recimo takole, pa tukaj izkoristimo prostor za tekst, recimo, ne. Ali pa pač zdaj kakršnekoli postavitve že imamo, ne, ali pa če je slika nižja, naredimo mogoče gor en pas, kot eno pasico oziroma banner in tako naprej, ne. Skratka, bistveni odgovor na vprašanje, kako raztegniti sliko, je pa čisto enostavno, v bistvu vlečemo sliko iz enega od kotov, ne, zato ker če jo vlečemo takole, jo bomo deformirali. To je pa to, prijetno je dogodkanje.